Prav lepo pozdravljeni v oddaji Morda niste vedeli. Bogdan Barović je bil eden bolj prepoznavnih slovenskih novinarjev, dober politik, bil je tudi eden bolj prepoznavnih slovenskih županov, vodil je občino Trbovlje s svojo ekipo. Nas pa zanima, kaj dela danes. Pa poglejmo. Nahajamo se v ateljeju. Nekako lahko rečemo, da je to zdaj vaše drugo življenje po politiki, novinarstvu. Kako je bilo takrat, ko je bilo konec politike? Ko Bogdan Barović ni bil več poslanec, ni bil več znan človek za nekatere. Ja, dober dan najprej. Ja, tole je zdaj moje prvo življenje v bistvu, ne drugo, ampak prvo. Ja, takrat je bilo pa zelo, za vsakega politika, ki bo odkrito govoril, je bilo zelo težko. Težko je bilo zaradi tega, ker jaz sem bil človek, ki sem hotel sodelovati še vedno in v dobro ljudi v parlamentu, ne zdaj zato, da tam sedel, ampak da pač povedal, kot mislim. Ne. In se pač upelo 12 let, ne. Želja je bila še nekaj dobrega storiti. Po drugi strani sem imel pa glih v enem obdobju, ko mi je, mislim, da 3 ali 4 leta, 5 let mi je manjkalo do upokojitve. Ne. In jaz sem že prej vedel, da najbrž že, ko prideš iz politike, ali lokalne ali pa državne, ven si nezaželjen, vse povsod. Ne. Na dobro pozabijo, na slabo se pa vsi radi spomnejo. In je bilo zelo hudo. No, takrat je bilo hudo, ker sem hudo. Hudo mi je bilo zato, ker službe nisem dobil. Ne. Po, ne vem, 37 letih delovne dobe nisem imel nikoli ne v bolniški, ne, a veš, nič nisem napačno storil, ves čas sem delal na različnih področjih, od bančništva, gostinstva, novinarstva, moderatorstva, uredništva. In pol naenkrat si nezaželjen in 3-4 leta pred upokojitvijo ne dobiš službe. Ne. In takrat sem spoznal, v bistvu, čeprav sem vedel, ampak jaz sem verjel, da so še vedno dobri ljudje, ne, da teh ni, ne. Da mogoče sam še Miško Kranjec ve o njih. Tako da tisto je bilo zelo hudo obdobje, ki je seveda posledično pustil tudi na živcih in potem na stresu in potem na vseh sodobnih, modernih boleznih, ki jih človek po vsem tem dobi. Ne. Zdaj, jaz sem imel še stresno obdobje, zato ker sem bil istočasno in župan in poslanec. Ne. To je bilo mučenje, 18 ur dnevno. Ne. In vse skupaj se je nabral in potem je posledica pač prišla, kar je prišlo. Ne. Ampak jaz se danes dobro počutim, vse je fajn. Zdaj končno v miru ustvarjam. Mi je včasih še rad pogledam, kaj se dogaja v parlamentu, mi je še kdaj hudo, rad bi še kaj povedal. Kar vem in kar mislim, da bi bilo prav, ampak si rečem, da zdaj pa skrb za slikarstvo, skrb za moje življenje, kolikor ga še je. Bogdan, ne vem, če se spomnite takrat kmalu potem, ko je bilo konec mandata, ko so mandat nastopili novi poslanci, ste se oglasili na naši televiziji takrat, ETV, kjer sem tudi sam urednikoval. In nekako so se dogovorila za eno oddajo iz medijev za medije, nekaj oddaj ste posneli, ampak vseeno ste takrat še imeli upanje, da vas bo še kdo od bivših novinarskih kolegov poklical, pa dejal: Bogdan, vrata so ti odprta. Ne, jaz sem vedel, da nacionalni mediji pač se nočejo imeti nič s politiki, ne bivšimi novinarji, politiki, razen nekaterih izjem, ampak pustiva to. Ja, meni je takrat, ko sem lahko pri vas delal tisto oddajo, veliko pomenil zaradi tega, da sem prebrodil tiste črne misli. Ne. Pač sem rekel, nekaj pa le počnem, kar znam početi in kar mislim, da sem dobro počel in dolga leta počel. In mi to veliko pomaga, seveda pa upanje. Ne. Radio sem tako videl, bivši zdaj Aktual, to se je sprivatiziralo, sem vedel, da nimam kaj iskati, nacionalna televizija, vsekakor ne, seveda Pop TV, kanal in vse druge televizije imajo nove, mlade kadre, vse posod je, v vseh medijih je vpletena tudi politika. Ne, in pač jaz sem si želel iti nekam, ne vem, ali celo v državni svet, sem celo že skoraj da prišel. Mi je gospod Mavčec skušal pomagati, vendar pa tam je bila pa zahtevana
visoka izobrazba, jaz imam pa sem 6. stopnjo, zato pač nisem mogel priti. Drugače bi bil pa tam svetovalec v državnem svetu in bi se mi lepo išlo. Tako da, kljub temu, da je tisti znan rek, upanje umre zadnje, ne, pri meni upanje umrlo že takoj, ne. Tako da ena rešilna bilka ste bili vi, ne, s temi oddajami, vse ostalo pa seveda, jaz se pa potem tudi nisem hotel nikomur siliti, ne. Vem, kaj znam, vem, kako znam, sploh medijsko, kot govorec, kot novinar, kot urednik. Če bi kdo želel še kvaliteto, bo že poklical, če pa ne, pa tudi dobro, pa naj na mladih svet stoji, pravim. Bili ste znan novinar, tako radijski kot televizijski. Bili ste prepoznaven politik v državnem zboru, bili ste dober, nekateri pravijo odličen župan, z dobro ekipo, ki je kar nekaj let ustvarjala v Trbovljah. Takrat ste imeli, verjamem, veliko prijateljev, mogoče tudi v narekovajih prijateljev. Koliko jih je ostalo, tistih pravih? 3, 4, 5 maksimum. Jaz prijatelji tako, ne, prej sem imel 2 telefona, 2 telefonski številki, pa vsak dan do 60-70 klicev, ne. Prvi mesec, ko mi ni bilo nikjer več, ne, se nisem rabil 2 telefonov, še en je bil preveč, ne. In v roku mesec, 2, seveda so se ti telefonski klici, če naj bi bil to vsaj še en kontakt, stik z ljudmi odprej, ne, se je zreduciral na klic 2, 3 na dan, potem pa sploh nič, ne. Tako da, to je čista resnica. To, ljudje nažalost, pozabljajo na vse dobro, ne. Zanimivo pa je, kako si ljudje zelo radi zapomnijo kakšno napako. Ne vem, a je to v naravi Slovencev, vsi grešimo, ne. In jaz imam rad, da mi nekdo reče tako odkrito, pošteno, ne vem, župan ali pa poslanec, tole pa tole nimaš prav, tole pa tole nisi dobro naredil, ne. Jaz se s tem strinjam. Spoznam, da je mogoče to res, ne. Da pa seveda razna pljuvanja in šikaniranja in vse, ko potem pride, ne, niti sploh brez napake, ne, ničesar ni storil, ampak ljudje pač, Slovenci smo taki, ne, radi nergamo in pozabljamo vse. Dobro, človek, ki je bil pri meni in sem mu pomagal, da mu ni bilo treba dolgove plačevati za nazaj, je bil prvi, ki je zelo grdo govoril meni, recimo. Pa sem mu prišparal, če danes pogledam, kar je 1900 evrov, ko sem poklical na Elektro in sem prosil, če mu lahko to oprostijo zaradi njegovega stanja, ne. To je ta hvaležnost ljudi, ne. Tako da včasih človek vpraša, ampak jaz sem vedno tak, rad pomagam, ne. Rad dam kako sliko za aukcijo, rad tudi kak evro dam, ko so te dobrodelne prireditve ali po radiju, po televiziji, ali tudi nastopil sem velikokrat dobrodelno, vseeno rad dam, ne. Ker pravijo, da tisti, ki da, ne, je več vreden kot tisti, ki jemlje, ne. Ampak kljub temu se mi zdi grdo od ljudi, da ne znajo ceniti, da ne spoštujejo soljudi, da se ne znajo več pogovarjati, da nimajo nekih želja po izmenjav mnenj, da nimajo nekih pozitivnih pogledov na življenje. To me pa boli, ne, ampak pač Slovenci smo očitno taki, to je napisal že Prešeren in Cankar, kaj čva. Nekdo, ki bo to gledal, bo dejal, sej Bogdanu ni bilo nič hudo, sej njegova žena je imela dobro plačano delo. Mimogrede, vaša žena je mogoče, vsaj v mojih očeh, tista, ki je ohranila nam splošno bolnišnico Trbovlje, dolgo je bila direktorica. In ne govoriva zato, da bi bili vi denarno-socialni problem, ampak to, človek ostane sam, to je problem. Ne, denar, glejte, če smo pošteni, ne, žena je zaslužila sicer manj kot jaz, ne, jaz sem dobil z vsemi dodatki tam okoli 2800–2900 evrov, ne, žena je pa tudi zdaj po 43 letih delovne dobe 2300 evrov, ne, plače, torej manj kot jaz. Ne gre za denar, glejte, jaz nikoli nisem jamral za denar, jaz sem celo enkrat še s gospodom Zabrnikom, ne, zamenjal z enim najbolj revnim plačo za en mesec, ne, tako da jaz sem prijel njegovo, 400 pa še nekaj v evrih, če prevedem, on je dobil pa mojo, tudi to sem naredil, ne, pa so vsi to pozabili, ne, ampak pač en mesec sem se odrekel te plini, ne gre za moralno vrednoto, ne, gre za tisto, kar človek pričakuje, da neko spoštovanje do dobrega dela, neka hvaležnost, neko razumevanje,
nek odnos. Ne. Jaz pravim, če je tako lahko šimfati, ne, sicer meni je zdaj vse en, kaj govorijo, ne, zakaj potem, ne vem, kako za nič poslanec ali pa kako za nič župan si, ne, jaz pravim, da vsake 4 leta ima čisto vsak možnost, ne, in naj poizkusi, in potem, ko bo poizkusil, bo videl, da so stvari zelo težke in odgovorne, če jih seveda tako jemlješ, ne, jaz nisem bil župan zaradi tega, da sem župan, jaz sem bil župan zato, da sem upam, da v teh 2 mandatih, sem tudi edini v samostojni Sloveniji, ki sem imel 2 mandata, ki so mi jih ljudje dali, da sem naredil v teh letih samostojne Slovenije za Trbovlje največ. V to sem jaz osebno prepričan, seveda s svojima podžupanoma in svojimi kolegi, svojo ekipo. Niti mi ni bilo potrebno imeti v občinskem svetu 2 mandata, nobene koalicije. Mi nismo imeli, čeprav smo bili v manjšini, 11 nas je bilo eno obdobje, od 27 svetnikov, jaz nisem sklepal nobene koalicije. Zakaj? Zato, ker sem vedel, da če bom na občinski svet dejal dobre predloge, ki gredo zgolj in samo v korist Trbovelj, mi ne more nihče, pa je še taka opozicija, opozicionirati, nasprotovati, zato ker s tem bo nasprotoval sebi, ljudem v Trbovljah in bo uničil blaginjo Trbovelj. In dejansko teh problemov mi nismo imeli nikoli. Brez koalicije smo v glavnem vse velike projekte speljali skoraj da soglasno v občinskem svetu. Nikoli ni bilo nekih hudih prepirov. To je tisti cilj. Človek živi in dela za to, da na koncu se pele po cesti pa reče, lega, ta rondo smo fino postavili, ne vem, to smo fino uredili, Špančevino ne poplavlja, poglobili smo celo Trbovlje, kar se potokov tiče, ne. Hvala Bogu, ni nobenih poplav več, pa ogromno nekih stvari še, ki se jih sploh ne spomnim. Ampak, ko se peljem tam mim, pa se rečem, lej, ne, to si pa naredil, ne. In to je vse plačilo, ga ni 5 jurjev, 6 jurjev, ne vem, ali 3 jurje, ne. Jaz tudi za občinsko nagrado recimo pravim, ne, človek, ki je nekaj naredil in ustvaril, realno je vreden, ne gre za tisti denar, ne, ker je čudno, pri nas občinska nagrada je celo denarna, ne, recimo častni občan pa ni denarna nagrada, ne. Ni denarna nagrada vodilo. Vodilo je, da ti ljudje iz tvojega okolja, iz tvoje sredine priznajo, da si nekaj koristnega storil za svoj kraj, v katerem pač zdaj živim že 63 let. No, potem je pa prišel vakuum in prišla je tudi bolezen, srce je začelo popuščati, pa tudi depresija se je pojavila, kaj ne? Ja, vse skupaj, vse sem povedal, ne, to je bila posledica vseh stresov, vseh pritiskov v tistih 12 let parlamentarnega in 8 let županskega dela. Ne, človek je tako kot stroj, če preveč ženeš, če preturiraš, ne, ugasne, ne dela, ne. In potem sem spoznal, ko sem bil že na tik pred zdajci ali takojšnja operacija in če bo seveda sploh to, kar imam zdaj pri srcu pomagalo, ali pa bi moral čakati novo srce, če bi ga seveda sploh dočakal, kar je bila pa zelo majhna možnost. Takrat sem pa sploh spoznal, kaj pomeni življenje, zdravje, ne, ko vendarle imaš še kak cilj pred sabo, pa si rečeš, zdaj pa še ne bi rad odšel, ne bi rad umrl, če se zdaj sem bil pa, ne vem, župan, poslanec ali karkoli, ne. Ne, jaz sem si želel živeti, gledati otroke, zdaj so že odrasli, kako odraščajo, če bo sreča tudi vnuke, če bi bili, se z njimi ukvarjati in še vedno biti malo aktiven, malo v gledališču, želel sem si malo to sem uspel, malo, če bi na kakem radiju ali pa televiziji delal, dobro, tega ni, slikam, dobro, 2 knjigi sem napisal, vi ste jih veliko več, zdaj se počasi lotevam 3. knjige in tako, to je zdaj moje življenje in kljub temu mislim, da sem bogat znotraj in to bogatstvo bom razdajal ljudem v drugi obliki. Vse pa nisem spremenil popolnoma nič. Nisem bil nikoli hohštapler, jaz sem vedno raje imel majhne ljudi. Meni je bilo vedno v čast iti z najmanjšimi ljudmi, pa tudi še tako revnim pa blatnim pa umazanim v gostilno, veliko raje kot pa na neko slavnostno večerjo pa nek slavnostni sprejem. Tam, če boste pogledali posnetke za nazaj, Baroviča skoraj nikoli ni bilo. Ne? Čisto za konec, kaj ste bili od vsega tega najrajši? Novinar, ne vem, potem politik, župan, slikar, pisatelj, no, dobro, verjetno oče, to je tisto najlepše. No ja, to ste povedali, ne? Najlepše je to, da sem oče 2 odraslih sinov,
da živim še vedno v istem zakonu z zelo vestno, pridno in delovno ženo. No, najrajši sem imel obdobje, ko sem bil zaposlen na Televiziji Slovenija kot urednik v uredništvu razvedrilnega programa. Rad sem stal na odru, bil moderator, voditelj, scenarist. Vzporedno pa je bila zdaj že skoraj 30 let po moja velika ljubezen pa slikarstvo. In to je to, in želim si seveda samo to, da bi se takili pogovori, kot je najin, odvijali še velikokrat z mnogimi, tako vi z mnogimi ljudmi, kot da bi jaz še mogoče kdaj s kom takšen pogovor opravil, da se vso to poslanstvo, vsa ta dobra volja, dobra namera prenaša na druge ljudi. Zame ni slabih ljudi, zame so dobri, pa manj dobri ljudje. In tudi pravim, da ni grdih žensk, so lepe, pa malo manj lepe ljudi. Jaz vedno skušam gledati na življenje z te pozitivne strani. Kozarec ni nikoli na pol prazni, vedno na pol poln. Tako da jaz upam in želim, da bo takšno življenje teklo naprej, da bom še mogoče tja vsaj do 80 leta starosti še razumen, gibčen, kot sem, da bom ustvaril še veliko slikarskih razstav in da se bom srečeval z ljudmi, kot ste vi, in z vsemi poštenimi ljudmi, ki dobro mislijo. Ne vem, če veste, ampak v naših oddajah imamo tudi nagrade in v tokratni oddaji bomo nekomu, ki bo to oddajo všečkal na mojem Facebook profilu ali ki komentiral, delil, podarili 2 nagradi. Ena nagrada bo masaža v kozmetičnem salonu Petra na Izlakah, druga nagrada bo pa bon za pico v restavraciji in piceriji Naš hram Kisovec. Masažo imate radi, kaj pa pico? Ne, jaz zelo pazim, kar se hrane tiče. Jo imam rad enkrat na mesec, drugače pa zelo, kar se prehrane tiče, pazim, da sem fit zaradi zdravja volje. Želim, da bi masažo dobila kakšna lepa dama, ženska, pico pa kak lačen moški. Pa ta izraz všečkanje, veste, meni ni všeč. Jaz pravim, jaz bi rekel, odziv na to oddajo. Ker tudi te Twitterji in ne vem, kaj se danes uporablja, je vir vsega zla, ker so ljudje skriti odzad. Ne morem nikoli nehati. Ni mi všeč, da se ljudje skrivajo za nekimi anonimkami in pluvajo po dolgem in počez in grdo govorijo o ostalih ljudeh. To ni dobro. Bogdan, dejali ste, da želite, pa upate, da bo nagrado masažo dobila ženska. In nekako se mi zdi, da vas malce poznam, da bi bili vi maser. No ja, nikoli ne reci nikoli. Ja, poglejte, jaz vedno pravim, da vse, kar je lepo, moraš priznati, da rad gledaš in da rad doživljaš. In takšen sem bil cel življenje in tudi moja žena ve. Jaz sem vedno za lepimi ženskami gledal. Ko je bila nevoljna, češ kaj pa zjaš, sem povedal, da imam oči za to, da gledam vse, kar je lepo, da pa ona žal ne opazi, da velikokrat gledam tudi njo.